slovesnosti, slavnostne inauguracije dveh novih rednih profesorjev Univerze na Primorskem zbrali v tem prostoru. Današnja slovesnost bo sicer malenkost krajša, kot je bila včerajšnja promocija novih doktorjev Univerze na Primorskem, kar pa seveda v ničemer ne zmanjšuje niti vrednosti, niti pomena tega dejanja oziroma teh dosežkov izvolitve v redne profesorje. Vsi vemo, da so za to potrebne določene vrline od raziskovalnega navdiha do pedagoškega dela, do mentoriranja in to delo nemalokrat presega neke strogo začrtane delovne naloge, ki jih ima bodisi raziskovalec, bodisi redni profesor. Torej predlagam, da kar preidemo na samo dejanje inauguracije. Zato prosim dekanjo Fakultete za humanistične študije, profesor dr. Ireno Lazar, da predstavi profesor dr. Alekseja Kalca, prvega kandidata za inauguracijo v naziv rednega profesorja in znanstvenega svetnika. Hvala lepa. Spoštovani. Aleksej Kalc je rojen v Trstu leta 1957. Po maturi na Slovenskem znanstvenem liceju Franceta Prešerna v Trstu je študiral zgodovino na Filozofski fakulteti Univerze v Trstu, kjer je diplomiral z nalogo o primorski politični emigraciji med svetovnima vojnama. Na fakulteti za podiplomski študij Institutum Studiorum Humanitatis je doktoriral iz zgodovinske antropologije z disertacijo Tržaško prebivalstvo 18. stoletja, priseljevanje kot gibalo demografske rasti in družbenega razvoja. Služboval je kot glavni sourednik krajevnega leksikona Slovencev v Italiji pri založništvu Tržaškega tista v Trstu, od leta 1987 kot raziskovalec in arhivist pri odseku za zgodovino pri Narodni in študijski knjižnici v Trstu. Od leta 1997 je delal na znanstveno-raziskovalnem središču Univerze na Primorskem, od leta 2007 pa tudi na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem. Od leta 2013 je raziskovalec na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije na Znanstveno-raziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani. Na oddelku za zgodovino Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem predava teme iz socialne zgodovine od 18. stoletja dalje in teorije ter metodologije v zgodovinopisju. Na znanstveno-raziskovalnem področju se ukvarja z zgodovino urbanizacije severovzhodnega Jadrana, zgodovino tržaškega prebivalstva in oblikovanjem tržaške družbe v 18. in 19. stoletju v luči migracijskih procesov in gospodarskih ter demografskih politik. Splošno in posameznimi poglavji ter temami družbene, politične in kulturne zgodovine migracij od 18. stoletja do danes ter z metodologijo raziskovanja, konceptualizacijo in kontekstualizacijo migracijskih pojavov v zgodovinopisju. Na področju zgodovinskega preučevanja prebivalstva je posebej z monografijo Tržaško prebivalstvo v 18. stoletju prispeval temeljno delo na temo urbane demografije, urbanih migracij in prebivalstvene politike v predindustrijskem obdobju ter izvirne raziskovalne koncepte in metodološke pristope na področju urbane zgodovine, historične demografije in zgodovine migracij. Na področju migracijskih študijev preučuje tudi selitvena gibanja in z njimi povezane gospodarske, socialne, kulturne in upravne vidike v 19. in 20. stoletju. Tudi v tej zvezi je prispeval temeljna vsebinska spoznanja in izvirne metodološke prijeme, zlasti z uporabo še neupoštevanih vrst virov, kot so na primer zvočna pisma.
Spoštovani profesor dr. Aleksej Kac, s posebno častjo vam predajam listino o izvolitvi v naziv rednega profesorja za področje zgodovine ter listino o izvolitvi v naziv znanstveni svetnik. Sedaj pa prosim dekani Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, da predstavi drugega kandidata za inauguracijo v naziv rednega profesorja, dr. Janeza Žiberta. Hvala lepa. Dr. Janez Žibert je leta 1998 diplomiral s področja uporabne matematike na Fakulteti za matematiko in fiziko na Univerzi v Ljubljani. Nato se je zaposlil kot mladi raziskovalec na Fakulteti za elektrotehniko, kjer je leta 2001 magistriral in leta 2006 doktoriral. Po doktoratu je bil kot raziskovalec zaposlen na Fakulteti za elektrotehniko, kjer je sodeloval tudi kot asistent. Leta 2008 se je zaposlil kot visokošolski učitelj na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije na Univerzi na Primorskem, kjer je leta 2013 pridobil naziv izrednega profesorja. Od leta 2012 deluje tudi na Univerzi v Ljubljani na zdravstveni fakulteti, kjer je od leta 2015 tudi redno zaposlen. Raziskovalno delo dr. Žiberta je povezano z obdelavo, analizo in modeliranjem signalov na različnih področjih uporabe. Raziskovanje na Fakulteti za elektrotehniko je bilo usmerjeno na probleme z področja govornih tehnologij in biometrije, kjer se je ukvarjal z obdelavo in analizo signalov. Po prihodu na Univerzo na Primorskem je znanje obdelave in modeliranja signalov prenesel tudi na druga področja. Tu se je ukvarjal s področjem okoljskega statističnega modeliranja, predvsem z analizo meritev črnega ogljika in prašnih delcev, ter z obdelavo satelitskih slik v okviru projektov Evropske vesoljske agencije. Po zaposlitvi na zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani se je usmeril na področje biostatistike, kjer v sodelovanju z UKC Ljubljana sodeluje pri projektih z področja srčne kirurgije in kardiologije, predvsem pri analizi EKG signalov ter na področju radiološke tehnologije, kjer se ukvarja z obdelavo in analizo radioloških slik. Dr. Žibert je do sedaj v soavtorstvu objavil 43 izvirnih znanstvenih člankov, od tega je prvi ali vodilni avtor v 23 člankih, ter 3 poglavja v monografijah s skupnim številom čistih citatov 192. Ima tudi 3 članke objavljene v revijah iz zgornjih 5% revij z področja po faktorju vpliva. Kot raziskovalec je član programske skupine Meteorologija in biometrični sistemi, v okviru katere je sodeloval v ARRS-jevih in evropskih projektih z področja govornih tehnologij in biometrije. Projektno delo obsega tudi sodelovanje na projektih Evropske vesoljske agencije in industrijskih projektih z področja biomedicine in biostatistike. Pedagoško delo dr. Žiberta zajema delo na Univerzi na Primorskem in na Univerzi v Ljubljani. Na Univerzi na Primorskem deluje na oddelku za informacijske znanosti in tehnologije na UPFAMIT, kjer je sodeloval pri ustvarjanju in izvajanju študijskih programov računalništva in informatike vseh 3 stopenj. Pedagoško delo na Univerzi na Primorskem zajema izvajanje predmetov z področja računalniškega statističnega modeliranja in uporabne statistike. Na Univerzi v Ljubljani pa izvajanje predmetov z področja procesiranja radioloških signalov in statistike na zdravstveni fakulteti. Bil je mentor ali somentor več kot 20 diplomantom oziroma magistrantom ter mentor in somentor pri 3 doktoratih. Za svoje pedagoško delo je leta 2011 prejel nagrado za pedagoško odličnost Univerze na Primorskem. Spoštovani
profesor dr. Janez Žipert. S posebno častjo vam predajam listino o izvolitvi v naziv rednega profesorja za področje elektrotehnike in listino o izvolitvi v naziv znanstvenega svetnika. Čestitke. Hvala. S tem dejanjem zaključujemo to današnjo krajšo slovesnost inauguracije dveh novih rednih profesorjev. Univerza na Primorskem je bogatejša za dva nova redna profesorja, enega z področja naravoslovja, tehnike, drugega z področja družboslovja, humanistike, dve področji, ki se razlikujeta, ki sta po eni strani različni, ki pa eno brez drugega ne moreta niti obstajati, niti funkcionirati. Tako da čestitke, naj vama bo to spodbuda za nadaljno delo, tako na področju raziskovanja, tako na področju mentoriranja, prenašanja vajnega znanja na mlajše kolege, študente. Iskrene čestitke in bi vas ob koncu povabil, da se najprej slikamo tukaj pred dvorano, potem pa še nam krajši prigrizek. Najlepša hvala. Vsakdo, ki stopi na raziskovalno pedagoško pot na akademski ravni, ima seveda kot cilj, da pride čim više in čim dlje, s tem smislu, da se čim bolj izpopolni, in mislim, da je imenovanje rednega profesorja en pomemben cilj, ki ga človek doseže. Hvala svojemu delu in svojim naporom vloženim v pedagoško in raziskovalno delo. Tako da je zame to eno veliko priznanje in mislim, da bo še spodbuda za nadaljne delo. Ja, veliko veselje in čast mi je, da sem prišel do tega naziva, da sem sodeloval v tako mladem in uspešnem kolektivu kot je Univerza na Primorskem, da lahko tudi svoje znanje in svoje raziskovalne izkušnje nekako sem tu pridobil in hkrati lahko zdaj tudi posredujem naprej svojim doktorandom, svojim diplomantom, magistrandom, tako da prav gotovo je ta naziv ni konec moje raziskovalne poti, ampak mislim, da je velika spodbuda, da bom še naprej in še bolj tvorno sodeloval na Univerzi na Primorskem.